Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav. Smo 26. januarja 2021, drugi večer tedna šoa, spominjamo se 2021. Sem Mihael Toš, nahajamo se v hotelu Mitra na Ptuju. Tokratna tema našega predavanja: virtualni vodniki po nekdanjih taboriščih nacistične Nemčije. Bistven element, ki ga povezujemo s holokavstom, so seveda taborišča. Če jih nekako razdelimo na grobo, lahko rečemo, da so v nacistični Nemčiji obstajala delovna in uničevalna taborišča. Uničevalna taborišča so bila tista, v katerih so deportirance ubili takoj ob prihodu, se pravi, ta so bila zloglasna taborišča na Poljskem, Majdanek, Sobibor, Treblinka. Potem so obstajala taborišča, kot je Auschwitz, ki je bila nekako, če se izrazim takole na grobo, mešanica obeh taborišč, se pravi delovnega in uničevalnega. V Auschwitzu imamo taborišči dve, Auschwitz 1 in Auschwitz 2, Birkenau, to je tisto zloglasno taborišče z oranžnim vhodom, kjer ta znamenita piramida oziroma podoba groze in železniška proga skozi. In potem nekako klasična delovna taborišča, kot je denimo Dachau, kar pa ne pomeni, da je pomenilo to za etnike, da so po nekem določenem času deportiranosti oziroma ujetosti lahko prišli na prostost, ampak so bila bolj usmerjena v to, da se njihova življenja konča oziroma njih kot osebke pokonča skozi delo, se pravi Vernichtung durch Arbeit. Nekako vrste pobijanja v taboriščih bi lahko, spet se izrazim na grobo, razdelili na takojšnjo smrt v plinskih celicah in krematorij ter postopno smrt uničevanja skozi delo, se pravi delo pod nenormalnimi pogoji do izčrpanosti in posledične smrti ter potem seveda sežiga v krematoriju. Pri tej tematiki gre seveda za zelo zahtevna področja, o katerih ni možno govoriti povsem ravnodušno ali sproščeno, češ, kot da so to neke lokacije, neke zgodovinske lokacije, kjer se je pač nekaj desetletij nazaj dogajalo to in to, ampak so to lokacije, kjer je bila demonstrirana absolutna stopnja dehumanizacije. Saj ni tukaj šlo zgolj za genocide, šlo je za popolno nagnjenost nekega dela prebivalstva, v tem primeru nacistične Nemčije in njihovih zaveznikov oziroma kolaborantov v procesu uničevanja sveta, kajti Tretji rajh ni bil zgolj tvorba z neko imperialistično idejo, se pravi zavzemanja drugega ozemlja in izpodrivanja primarnih prebivalcev drugam, ampak Tretji rajh je bil tvorba, ki je nekako v svoji grobi osnovi vsebovala tudi okultizem, rasno čistost, tako imenovane arijske rase, in dejansko rasno blaznost, ki se skozi določene rituale kazala na koncu v tem pobijanju, ki ga danes imenujemo holokavst. Tukaj torej ne gre za pač klasično množično pobijanje, ampak gre za imperializmu, se pravi die Erweiterung des Lebensraumes, širjenje nekako lastnega ozemlja, predvsem zaradi virov, kot so nafta in rudnine. Gre tudi za konkretno, dobesedno celostno iztrebljanje manj vrednih ras, zavzeto se stališča, mi smo pa arijska rasa, več vredna, najboljša, najbolj čista in ostale rase nimajo pravice sobivati v našem prostoru. Kot sem že dejal prej, pri taboriščih, pri muzejih, tako imenovanih v nemškem jeziku Gedenkstätten, Memorial Area po angleško, ne moremo govoriti o nekih zgodovinskih lokacijah, kot so denimo amfiteatri v starem Rimu ali pa nekakšne zgodovinske stavbe, templji, ampak gre konkretno za lokacije, kjer je življenje izgubilo tudi milijon in več ljudi.
In nekako soočanje s temi lokacijami seveda od nas zahteva določeno etiko in moralo in predvsem ustrezen pristop. Jaz večkrat obiščem Dachau in name se v preteklih letih obračajo tudi ljudje, nekako s vprašanji, bodisi da bi skupaj z menoj obiskali Dachau ali pa samostojno, kaj jim predlagam, da si treba pogledati. In vsakemu dejansko rečem, da to niso muzeji klasičnega tipa, kamor greš, poln veselja in poln neke nadobudnosti, da boš videl nekaj, kar te bo oplemenitilo, kar samo po sebi, ampak so lokacije groze. Se pravi, moj nasvet se glasi, vekolikor nisi popolnoma uravnovešena oseba in se zavedaš, kaj se je tam dogajalo in kakšna je bila škoda za človeštvo, kakšne so posledice. Če rečem konkretno, če si nekako tako v svoji glavi misliš nekje v nekem delu, da pa je morda Hitler imel prav in da je bilo super, kaj se je tam dogajalo, pa škoda, da Hitler ni vojne dobil, ne hodi na te lokacije, kajti kakršnokoli početje, ki se je v teh taboriščih dogajalo, je bila absolutna dehumanizacija in to početje na našo civilizacijo vpliva še danes oziroma kar konkretno jo uničuje še danes. Sam kot raziskovalec holokavsta in fenomenov v taboriščih trdim, da se neka sila, neka mentalna sila uničevanja, ki jo je človek prvič v zgodovini na tak res organiziran način pokazal v taboriščih, po vojni ni izničila, ampak se je prestavila na neke druge nivoje in kot človeštvo smo pač vse za določen čas končali neke res masovne oborožene konflikte, ampak neko to silo uničevanja, ki se je v drugi svetovni vojni vzpostavila, smo pa prenesli na druge nivoje, se pravi uničevanje živalskih vrst, okolja in nenazadnje vsega ekosistema in biosistema, v katerem živimo. Še enkrat bom posebej izpostavil, tudi če se ponavljam, še enkrat poudarjam. Pri teh muzejih nekdanjih delovnih in uničevalnih taborišč ne moremo govoriti, da gre za neke muzejske ostanke oziroma neke zgodovinske lokacije, ki ležijo tam daleč onkraj našega življenja, ampak gre za konkretne tovarne smrti, kjer je človeštvo nedolgo nazaj, zavedajmo se, osvoboditev le-teh leži 76 let nazaj, se pravi ljudje, ki so bivanje v taboriščih doživeli, so še vedno med nami. Takrat je človeštvo prvič dokazalo, da je sposobno organizirati tudi masovno smrt na nivoju industrijskega procesa. Taborišče Auschwitz se dejansko imenuje tovarna smrti, ker je delovalo na nivoju tovarne. In etniki pričajo, da je bilo tudi tako dobro organizirano, da so dejansko nemški vojaki SS-a so bili tisti, ki so v taboriščih skrbeli za red in mir, v narekovajih, da dejansko niso rabili niti stopati v te res ekstremne miljeje taborišča, ampak so vse za njih usmerjali in vodili tako imenovani kapoji. Tako da si danes predstavljamo, če gremo sedaj kot gostje tja, se ne gremo zabavati, ne gremo slikati selfijev, še manj pa gremo nabirati ideje, češ, morda pa je Hitler kljub temu imel prav in škoda, da ni dobil vojne. Zakaj sem povedal sedaj tole? V svojem opazovanju in raziskovanju fenomena holokaust naletim na ljudi, ki še danes menijo, da je bil Hitler nekaj dobrega in da so bila taborišča nekaj dobrega. Naša dolžnost vseh nas je, da to predstavimo in obelodanimo na način, da bo vsakomur jasno, da temu seveda ni tako, kajti vsako organiziranje, sprožanje tragedij, zla, smrti za seboj potegne plaz neljubih dogodkov in nenazadnje svet, ki ni v ravnovesju, to je današnji svet,
temelji na dogodkih, ki so se dogajali nekaj desetletij nazaj. Kajti, ko natančno pogledamo, po vseh takih procesih, ki jih je človeštvo dalo skozi, se nismo zadosti potrudili za doseganje katarze, ki bi jo glede na blaznost situacij kot človeštvo potrebovali. Da se po uvodu sedaj dotaknemo še konkretnih virtualnih vodnikov. V našem projektu Kein Kampf že vrsto let pripravljamo detaljirane virtualne vodnike po nekdanjih delovnih in koncentracijskih taboriščih z namenom izobraževanja in ozaveščanja, da to ni nek pretekli del zgodovine, ki leži daleč onkraj od naše zavesti, da to niso lokacije, kamor se lahko gremo zabavati, smejati, posmehovati oziroma celo pritrjevati idejam, predvsem pa, da to niso lokacije, ki se nas ne tičejo. V naši zbirki se doslej nahaja že večina teh obče znanih taborišč. Zavedati se moramo, da so taborišča imela tako imenovana podtaborišča Außenlager. Eno izmed le-teh leži tudi v Sloveniji, se pravi Mauthausen-Ljubelj. In v prihajajočih letih je naš namen dejansko v projektu Kein Kampf predstaviti vsa ta večja taborišča. Sedaj smo nekako na 60-70%. In še enkrat poudarim, kajti tega poudarjanja ne more biti zadosti. Zavedati se moramo, da to niso zgodovinske lokacije, da so vplivi, početji, ki so se tam dogajala, vidni še danes in da današnja družba nekako postopoma spet gre v nepravo smer in največ 5 do 10 let še preteče in med nami več ne bo živih prič, grozodejstev, ki so se nekoč dogajala v Dachavu, Mauthausenu, Auschwitzu, Jasenovcu. Zato je na nas, da z zelo, zelo prefinjenimi in dodelanimi izobraževalnimi materiali poskrbimo za to, da bo mladim generacijam jasno, da tudi če se v svetu s čim ne strinjamo, s kom ne strinjamo, oziroma tudi če razmere za bivanje trenutno niso optimalne, to ne daje nekega alibija za popolno radikalno politiko, ki svoj vzpon, svoje ugodje in svoj dvig vidi v uničenju ostalih. Zavedati se moramo, da je edino sinergija tisto, kar lahko omogoča nek dostojen svet, in zavedati se moramo, da je vsakodnevno ohranjanje in izgrajevanje zavedanja tisto, kar nujno potrebujemo, da bo naš svet svet miru, svet spokojnosti, svet koherentne družbe in v bistvu, da bo le takšen svet lahko omogočil družbo blaginje, ki pa je vselej nek naš cilj, če že nezavesten, vsaj podzavesten, in kakorkoli to morda sedaj zveni na prvi pogled nerazumljivo. Vse te velike tragedije, kot je holokavst, so temeljile na nezadovoljstvu ljudi, na nezadovoljstvu ljudi s takratno družbo. In ko oblast prevzamejo politiki s temnimi, temačnimi, zahrbtnimi motivi, lahko to stisko ljudi izkoristijo, da množice pripravijo do tega, da so pripravljene dobesedno celotne narode iztrebljati v misli, da bodo na ta način ustvarile družbo blaginje zase. In to je seveda popolnoma jasno, da je popolna zabloda in da tovrstna pot ne sme priti v poštev.